V Slovenskih Konjicah je 30. junija v dvorani Kulturnega doma potekala slavnostna seja občinskega sveta ob prazniku občine. Z njo so se zaključili Konjiški dnevi 2010. Med več kot 50 prireditvami, ki so se zvrstile v 20 dneh, je bil velik poudarek namenjen Žički kartuziji in raznim dogodkom na tem mestu. Pred slavnostno sejo je bilo odprtje razstave o Žički kartuziji, praznovanje pa se je zaključilo s predstavitvijo igrano-dokumentarnega filma Psalmi tišine, s čimer se je zaokrožila tudi 850. obletnica prihoda kartuzijanov v naše kraje. Na predvečer občinskega praznika se je pričela tudi zanimiva razstava fotografij z naslovom Konjice nekoč in danes. Na seji je konjiški župan Miran Gorinšek nanizal dosežke občine v zadnjem letu z zaključkom na bogatih in pestrih Konjiških dnevih 2010. Za vidne dosežke na različnih področjih delovanja je podelil nagrado in najvišja priznanja občine najbolj zaslužnim v lokalni skupnosti. Posebno nagrado občine so prejeli konjiški skavti. Slovenski skavti se združujejo v organizacijo v tako imenovano Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtin, v središču katere sta otrok in mladostnik, ki vzgajajo za življenje v družbi, temelječi na medsebojnem bogatenju in sprejemanju. V Slovenskih Konjicah skavti delujejo od leta 1992 in konjiški steg sodi med ene izmed najstarejših v Sloveniji. V konjiškem stegu je 87 članov, ki so razdeljeni v 3 starostne veje. Volčiči in volkuljice od 3. do 5. razreda, izvidniki in vodnice od 6. razreda do 1. letnika, popotniki in popotnice do 20. leta ter voditelji nad 20 let. Trenutno je v konjiškem stegu 11 voditeljev, ki so opravili številne izobraževanja za voditelje na državni ravni in delujejo prostovoljno. Voditelji skavtsko leto začnejo z načrtovalnim vikendom, na katerem si zastavijo cilje za prihajajoče leto. Med letom se srečujejo vsaj enkrat mesečno, da sledijo dogajanju v posameznih vejah in si razdelijo zadolžitve za številne projekte, kot so zimski in letni tabori, čistilne akcije, juljevanje, božična pravljica, miklavževanje, lučka miru in še nekako naštevali. Skavti svoja srečanja skoraj v celoti preživljajo v naravi, jo spoznavajo in se z njo učijo za življenje. Skavtski steg Slovenske Konjice omogoča mladim Konjičanom polno nepozabnih doživetij, novih spoznanj, izzivov in sklepanj prijateljstev. Z odgovornim pogledom na temeljne življenjske vrednote mlade pripravlja na življenje posameznika v naši skupnosti. Za prispevek v lokalnem okolju jim občina Slovenske Konjice podeljuje nagrado občine. Priznanje in za vso podporo, ki nam jo dajete, obenem pa si želimo dobrega sodelovanja še naprej. Najlepša hvala. Bronasti konjiški grb je letos dobil uspešen podjetnik Aleksander Marguč. Aleksander Marguč je vodenje podjetja prevzel od svojega očeta in uspešno nadaljuje tradicijo podjetja. Podjetje Gradnja Marguč je eno najuspešnejših slovenskih gradbenih podjetij. Družinsko podjetje si je skozi desetletja prizadevalo ustvariti ime kakovosti in zanesljivosti. 30-letna tradicija, sodobna tehnologija, uvedba novih proizvodnih programov so le nekatere lastnosti, zaradi katerih so si zagotovili vidno mesto med poslovnimi partnerji in konkurenco. Njihov bogat program zajema novo sodobno reciklažno napravo, sodobno betonarno, vse vrste nizkih gradenj, gradbeno mehanizacijo, sodoben vozni park in izposojo strojev. Sodelovali so pri vidnejših gradbenih projektih v naši občini in okolici. Naj pomenim le nekaj. Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Ločah, Gimnazija Slovenske Konjice, Opla Stepanje, Hofer, Vinska klet Zlati Grlič, Vrtec Stepanje, tudi Marles šola in Vrtec Tinje in mnogi drugi. Ob
Občina Slovenske Konjice Aleksandru Marguču za uspešno vodenje podjetja podeljuje bronasti konjiški grb. Zahvaljujem se tudi gospodu županu Miranu Zemljičku, članu občinskega sveta za podobno priznanje. Vesel sem, da ljudje kazajo, da se trudimo in dobro delamo. Tudi v prihodnje imamo še dosti energije in tudi želja. In če bo tudi služili zdravje, se bom še trudil naprej. Najlepša hvala še enkrat vsem. Srebrni grb je šel v roke zlati desetini prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, za katero so od leta 1968 uspešni tekmovalni nastopi. Leta 1968 so pričeli v prostovoljnem gasilskem društvu Slovenske Konjice sestavljati desetino za tekmovanje. Izbrana gasilska desetina se je po 2 letih uvrstila na republiško tekmovanje in vse do lanskega leta sodelovala na tekmovanjih na najvišji državni in tudi mednarodni ravni. V vseh letih je desetina osvojila ogromno priznanj in nagrad. Pa naj omenim le najvidnejše. Leta 1984 so člani desetine postali državni prvaki Jugoslavije. Leta 1985 so se uvrstili na gasilsko olimpijado v Avstrijo, kjer so uspešno zastopali Slovenijo. Leta 1990 so postali republiški prvaki v Kopru in istega leta še internacionalni prvaki v Kaštelu na Hrvaškem. 1993 so prejeli zlato plaketo na gasilski olimpijadi v Berlinu v Nemčiji. 1998 so ponovno postali internacionalni prvaki v Kaštelu. Leta 2005 so prejeli zlato plaketo na gasilski olimpijadi v Varaždinu. Ob 40. obletnici delovanja pa so se leta 2008 uvrstili na kvalifikacije za olimpijske gasilske igre. Zlato desetino so v zadnjem obdobju njihovega 40-letnega delovanja zastopali Anton Hlastec, Vili Rebernak, Janez Hlastec, Franč Žnidarko, August Hlastec, Karel Hlastec, Darinko Mlakar, Alves Hlastec, Milan Gorenjak in Vinko Hlastec. Uspehe in dosežke, ki so pomembni za prepoznavnost občine, se jim podeljuje visoko občinsko priznanje, to je srebrni konjiški grb. Gospod župan, drago občinstvo, spoštovani gostje, jaz bi se v imenu zlate gasilske desetine zahvalil za vse dobro, kaj smo doživeli, predvsem bi se zahvalil PGD Slovenske Konjice, gasilski zveze Slovenske Konjice, vsem gasilcev v naši občini in vsem donatorjem, sponzorjem, ki so kadarkoli, ko smo rabili, skočili na pomoč. Zahvalil bi se zlatim fandom za dolgoletno požrtvovalno delo, volje nismo izgubili. Zahvalil bi se pa še predvsem našim, danes smo se vse menimo okoli zlatega, naše boja žene zlate, ki so nas spodbujale, pa tudi kako noč so same lahko prespale za naš račun. Še enkrat vsem iskrena hvala.